Pred vrati je Ljubno 2015. Spet smo gostje pri Jožetu Mermalu, pri BTC-ju, ki je zvesti mecen in pokrovitelj tekme in seveda tudi skakalk, ki nas bodo ta konec tedna navduševali na Ljubnem. Zato za začetek kot gostitelju, gospod Mermal, dajem besedo kar vam. Lepo prosim. Spoštovane skakalke, pomočnik trenerja, vidim, da trenerje veste že na Ljubnem, da bo vse v najboljšem redu, da pridemo tudi do slovenskih stopničk. Vsi si želimo, dekleta so v formi in mislim, da imamo vse šanse, da se tudi to zgodi. Skratka, pozdravljam tudi direktorja Smučarske zveze Slovenije, župana občine Ljubno v Sloveniji, Franjo Narločnika, jasno tudi predsednik organizacijskega odpora Rajka Pintarja za tekmo svetovnega pokala na Ljubnemu, vse prisotne medije, želim vam dobrodošlico v BTC-ju in pa tudi kot vedno, Ljubno je že pripravljeno. Ljubno živi že 2 meseca oziroma 3 za te skoke. Skakalnica in ambient arena sta res še bolje urejena kot prejšnja leta, še bolj bo poskrbljeno za družine, za otroke, za dobro vzdušje. In pa, ko smo obljubili že v jeseni, videli ste sliko Ljubnega zasneženo in seveda obljubljamo tudi zasneženo Ljubno. In pa, ker je Valentinovo v zraku, so tudi dekleta in vsi ostali smo v zraku. Ob tej priložnosti bi se rad tudi v imenu družbe BTC čestital Špeli Rogle za prvo zgodovinsko zmago deklet v svetovnem pokalu, seveda bila dosežena že v decembru v kompletni konkurenci, kar je res nekaj izjemnega, kar smo vsi ponosni. Eno je, da smo ponosni, ampak v tem trenutku bi se rad tudi nekako v svojem imenu in pa BTC-ja čestital Špeli, zato bi prosil članice uprave in mojo namestnico Heleno Petrin, da pride bliže in da Špeli izročiva eno lepo sliko Ljubljane. Mislim, da si zasluži in da ji čestitamo še enkrat, kljub temu, da je že od tega slaba 2 meseca, ampak tekme tečejo, tudi uspehi odlični, ne samo Špeli, tudi vseh ostalih. In ne bo to spodbuda tako Špeli, kot tudi dekletom na Ljubnem, da bomo še boljši. Tudi zgodovinski spomin, ki temu tako rečemo, ne? Lepa slika. Evo. Pa da teče še poletni svetovni pokal, ne? Bomo še imeli tole, ko bomo imeli skakalnico predstavljeno, pa Grand Prix poleti in da bomo se res lepo imeli tako v Ljubnemu, kot celo sezono, da skakalnica posedi. Hvala lepa, zdaj pa k besedi vabim še župana občine Ljubno, Franjo Narločnik. Beseda je tvoja. Lepo pozdravljeni v imenu vseh Ljubljenk, Ljubljencev. Zagotavljam vam, da smo vsi na zelo visokem nivoju, da pripravljamo prizorišče in tudi samo skakalnico vredno naših skakalcev in vredno naših obiskovalcev, ki resnično na Ljubnem naredijo najboljše vzdušje v svetovnem pokalu v smučarskih skokih za dekleta. Nadaljujemo tradicijo naših prednikov, pa če je to po poletnem času flosarija, naj bo v zimskem času naši smučarski skoki. Obljubljam, da se bomo tudi vnaprej trudili v tej smeri, da pripravimo tudi vnaprej primerno infrastrukturo, sicer časom primerno, da vam pripravimo en center, na katerega bomo najprej mi ponosni, na katerem boste vi uživali in na katerem bodo uživali tudi vsi, ki si bodo zaželeli treninga in obiska našega Ljubnega in cele Zgornje Savinjske doline. Dobrodošli na Ljubnem, da skupaj ustvarimo najlepši ambient v svetovnem pokalu v smučarskih skokih za dekleta. Hvala. Spoštovani, to mi je rekel, da tudi vi obstajate, ne samo, da tudi vi obstajate, po mojem najmanj, kar ste zmagovalke, ker ste ponovadi najboljše vode na vseh konferencah, tako da je prav veselje vas zmeri gledati, ki se smijete. Vsi z veseljem prihajamo zdaj na tekmo v Ljubno, zaradi tega, ker mislim, da ima Ljubno čisto eno posebno energijo, gre za manjši kraj in mislim, da je zaživel iz to tekmo, pa tudi samimi puncami, kar se mi pa zdi še bolj pomembno. Vsega tega, kar mi tukaj delamo, pa se tega premalokrat zavedamo, ne bi bilo, ok, športniki so ta prvi,
ampak zaradi naših partnerjev tudi, to se pravi sponzorjev. Sponzorji so tukaj gor, v ženskih skokih je pa dejstvo, da je BTC naredil preskok, ne samo pri športu, ampak tudi pri načinu dojemanja sponzorstva in se zaradi tega tudi zelo lepo zahvaljujem, kar delate v tem športu, pa seveda tudi kraju, zato da nam omogočate. Jaz sem pa 100%, da punce so pa nabrušene, pa grejo na stopničke. Ok, hvala. Vabim še alfa in omego ljubljanskih skokov, predsednika organizacijskega komiteja Rajka Pintarja. Hvala lepa za besedo, lep pozdrav vsem skupaj. Letos poteka 10. leto ene resnično lepe zgodbe, ljubljanske zgodbe. Ženski smučarski skoki so stari več kot 100 let, ampak ženske so skakale preoblečene v moške. Na Ljubnem se je pred 10 leti ta zgodba nekako začela spreminjati. Z Ljubnim se je v teh 10 letih, z Ljubnim na čelo, v svetovnem merilu si upam trditi, se je zgodila zgodba s svetlobno hitrostjo, tako da danes naše dekleta skačejo na olimpijadi, na svetovnih prvenstvih, pa tudi v svetovnem pokalu. Ljubno je pripravljeno, tako kot je Tomi rekel, tudi Miksona že stoji v tem času, ampak Tomi bo tisti, ki jo bo še po svoje potem preuredil in potem bo sigurno vse tako, kot mora biti. Mi že z zelo veliko nestrpnostjo čakamo, da se tekma prične, da naša dekleta stopijo na zmagovalne stopničke, nikakor pa ne morem seveda mimo tega, da se ponovno zahvalim najprej seveda firmi BTC, brez katere te zgodbe ne bi bilo, prav tako pa tudi Smučarski zvezi Slovenije, ki ves čas, res ves čas, žensko smučarsko skakanje podpira z vsemi svojimi močmi. Hvala lepa vsem skupaj in vabljeni na Ljubnem 14. in 15. februarja. Dobar dan. Jaz bi se te prvo v najnem imenu upravičil, ker delamo skozi in če kdaj zamudimo tudi na takle, nam prosim oprostite, ker te prvo je trening, potem je pa tole. Tako da zdaj smo vam vsi na voljo, pa kar sprašujte. Kljub temu vam kazen ne uide. Krasno, najlepša hvala vsem govornikom za začetek. Zdaj pa gremo kar v besedi dejanjem. Stane Baloh, še zadnji trening v Planici danes. Kako so dekleta pripravljena, katere vse bomo videli na štartu, to je tisto, kar nas v tem trenutku rade zanima. Jaz se danes je bila sam Majo v Planicu, Rene bil praksen, tako da so se res pa še 20 minut zadržali na soncu. Ampak ne, gledajte, tukaj so reprezentantke, tudi Zanjo Tepeš, ki je po poškodbi prvič med nami. Nastopilo bo 10 tekmovalk, 3 iz mladinskega svetovnega prvenstva, Anja Javršek, Anita Seretinek, Julija Sršen in pa Barbara Klinec. Vseh teh 6 tukaj. Pripravljeni smo, ker smo že celo sezono pripravljeni, malo se gre sicer gori doli, na to smo tudi pripravljeni in veselimo se Ljubnega, ker Ljubno je za nas, oziroma nam rekel za nas dekleta, ampak za dekleta in nas trenerje en velik doživetje, tako kot za fante Planica in sigurno, da se veselimo. Napovedovali ne bomo nič, želimo si veliko, pa počakamo do nedelje, ko bojo punce pokazale in jaz upam, da bojo veliko. Ja, odlično. Pač pogoji so bili res super. Potestirala sem še nekaj nove opreme, probala sem odpraviti tiste napake, ki se mi pojavljajo, tako da zaključili se je dobro, zdaj pa treba to na Ljubno prenesti. Se veseliš Ljubnega ali je to vsem malo pritiska, malo z zadržanostjo pričakuješ te domače tekme? Ja, pa sigurno je nek pritisk, če reka, da ne bi se zlagala, ni pa zdaj to negativen pritisk, ampak pozitiven, pa sigurno se tekme veselim, ker bodo domači navijači, ki nas pa že skozi spremljajo, tako da ne vem, pričakujem tako dobro vzdušje,
itak pač vedno dobro organiziran, tako da se res veselim. Pričakuješ kakšen svoj navijaški klub? Ja, neki napoveduje, da bodo prišli, tako da bomo videli, če bodo uresničeni obljube. Bomo videli, kjer bo najbolj številce. Meni se že kar malo sanja. Eva, pa me najprej zanima, tebe tudi bodo prišli posebej podpreti? Ne, nažalost letos jih ne bo toliko, kot jih je bilo prejšnja leta, ker je pač Impust in Valentinovo, tako da so se nekateri odločili za kakšne druge stvari. Pa ni razlog, recimo, tvoja slabša forma, ali pa da ne bi zmogla zmagati recimo na tekmi svetovnega pokala? Saj lani pa predlani tudi ni bila to vrhunska forma, kot je bila prejšnja leta, pa so bih tako prišli. Kako pa se počuti zdaj? Tik pred domačimi tekmami svetovnega pokala smo, to je velik izziv za vse vas dekleta, še skrite želje zagotovo imate po visokih. Ja, jaz sama si želim, da se bom spet malo nazaj najdla, da bom pokazala tiste svoje normalne skoke, pa bo pač tudi rezultat bolj soliden, kot je bil ta zadnja 2 vikenda, ker jih skušam zbrisati svojega spomina, bolj kaj ne. Hvala, ti pa zaenkrat. Katja, koliko navijačev pride? Zaenkrat je za soboto en avtobus. En avtobus, odlično. Kako pa je s tabo, s tvojo formo v zadnjem času, njih najboljše ni bilo, ampak to je po vsej verjetnosti doma se to obrne? Ja, upam, da res ne, moja forma ni bila najboljša, ampak na treningih se že kažejo boljši skoki, ampak nekako jih še ne znam na tekmo prenesti, ampak upam, da se mi bo to v Ljubnem pač vse išlo. Na Ljubnem, jaz pa rekla. Špela, za tebe, kaj drugega kot zmaga, tako ne pride v upoštev. Si že pripravljena na to? Nisem vedela, da vidiš v prihodnost. Stopničke so 3 in nas tekmuje malo več, tako da z dobrimi skoki bo rezultat siguren vrhunski. Bomo pa videli, kar rečem. Jaz ne vidim v prihodnost, ne moram vedeti. Pa skakalnica ti ustreza ta za Ljubnem? Ja, glede na to, da treniramo na njej, ne, tako da poznamo zelo dobro je, ne, prednosti iz tega vidika nimamo, ampak ja, skakalnica je težja, hitro se moraš prilagoditi in to nam paše. Hvala lepa. Urša, tebi pa kar gre zadnje čase, ne, mogoče bi pa lahko ti pogledala v prihodnost, pa Špeli vzela kakšen dan zmago. Ne bom gledala v prihodnost, tudi jaz ne znam, nažalost, čeprav bi bilo fajn, ja. Ampak, ja, v bistvu, ja, pač prav slabo ne skačem, no, tako da je tudi ta MSP mi je kar dobro šlo, tako da pač upam, da bom na tekmi pokazala tiste 4 dobre skoke, pa mi je še zadovoljna. Lepa. Anja, sicer naša nova pomoč na Smučarski zvezi v pisarni, danes smo še kar nekaj pisarniškega dela tudi popoldan. Kako je s skoki? Seveda nas zanima in že gre. Si že tako sigurna? Ne še toliko, kar bi hotela. Kaj pa pričakuješ, da boš recimo odskakala en normalen trening v naslednjih dneh? Ja, normalnega treninga ne bo več, ker sta samo še 2 skoka, pol so bo že kvalifikacije. Upam, da se bomo vrstila na tekmo, pol bomo pa videli, kam bo šlo naprej. Bomo tudi malo še zmotivirali na Smučarski zvezi v prihodnjih dneh. Primož Peterka, tebi pa eno drugačno vprašanje. Malo za svetovno prvenstvo, že razmišljate tudi o tem, kaj naprej? Ja, lep pozdrav. Zdaj tudi jaz ne vidimo prihodnost, kljub temu, da pa gledam. Ja, seveda razmišljamo tudi že naprej. Ne samo od zdajle, ampak to se začne že maja, leto sicer šele avgusta, ampak seveda sezona ni jo več prav velika, ampak treba jo pa speljati do konca, profesionalno, pridno, tako kot do zdaj. Super, najlepša hvala.